Torej, spoštovani internetni friki in drugi gledalci, oziroma gledalci, v današnji oddaji, oziroma torej v tokratni oddaji nikakor se ne morem se znebiti napovedovanja v današnji oddaji, kajti na internetu ste mogoče to oddajo oziroma ta intervju kliknili čez 5 let od današnjega dne, ko je to bilo posneto. Je gost, pesnik, pisatelj, znani Mariborčan, Borut Gombač. Lep pozdrav, Borut. Pozdrav, 5 let naprej, pa 5 let nazaj. Torej, kje predlagaš, da bi začela? V osnovni šoli? Ti si Mariborčan ali si? Ja, jaz sem pravzaprav čisti Mariborčan iz predmestja Maribora, s Košako. Čisti tako kot Stara Trta? Skoraj tako, čeprav moji predniki so pa vse verjetno je to tipično za Maribor, iz vseh koncev, ena babica iz Gorenjskega, Gombači iz Trsta, nekaj iz Kovanskega, skratka iz vseh koncev, kako so se znašli v Mariboru, mislim, da je bil vzrok železnica, ki je bil dedek železničar. Niso iz vaše familije nekateri, Primorci, ki so se preselili v takratnih nacionalnih problemih z Italijani, fašizmu, v začetku fašizma? Točno to. Ti vsi Gombači, ki so v Mariboru, so v bistvu prišli iz Trsta, ravno zaradi nastajajočega fašizma, že pred drugo svetovno vojno. Dedek, ki je bil kovač, je tukaj na železnici naše delo. V bistvu so v Mariboru rabili ljudi, ker je pač bilo tu eno tako takrat še središče tega. Gradili so lokomotive. Ja, delavnice, železničarske delavnice so bile kasnejši TVT Boris Kidrič. Tako. Ja. Nadaljeval si, v kateri osnovni šoli, to mogoče zanimivo, tega ne vemo še? To je osnovna šola, ki je zdaj več ni. Osnovna šola Ivana Cankarja. To je bilo tako, Košačani smo hodili vsi najprej v eno fino šolo, ki se je podružnica, Košaki. To je bilo tam ob Šentilski cesti, ker še takrat ni bilo nove avtoceste, je bil tak fajn promet tam, da si učiteljica bolj malo sliša. Potem pa smo se smo se potem vsi nekako preselili in se bolj pridružili ostalim Mariborčanom. Cankarjeva šola, to so bili ponovadi otroci recimo iz Melja, potem tukaj okrog Tomšičevega drevoreda, ampak tam so že bili bolj Franc Rozman Stane, ampak recimo Melje pa Košake, tukaj so bili tako eno središče. Nekoč če se dobro spomnim, si mi omenil, da so te v osnovni šoli imeli celo oziroma niso te imeli za avtista celo. No, mislim. Ja, človek, ko spominu zmeraj delaš zgodbe, tako da zmeraj malo zaokroži stvari so zmeraj samo na pol res. Res pa je, da sem bil precej, na en način sem bil precej avtističen, zaprt v sebe, težko sem našel stik z drugimi. Po drugi strani pa se potem recimo v srednji šoli je bila prava eksplozija druženja po parkih in raznih gostilnah, tako da v bistvu je bilo to, kot da bi hotel vse to nadoknaditi. Avtističen sem pa bil v smislu tega, da verjetno sem povedal, kaj v zvezi z svojim pisanjem, namreč jaz se rajše osredotočim na mali prostor in ga obdelam, kot da bi, kar je zdaj v poeziji zelo modno, da v isti pesmi nastopa New York, pa New Delhi, pa vse živo. Jaz se rajši v malem prostoru iščem, da imam občutek, to je pač mogoče za avtistično, da bi me veliki prostor bi me razneslo, eksplodiral bi od vseh stvari, zato obdelujem rajši, kar pa ne pomeni, da je to samo nek mali vrtiček, ker v malem se skriva tudi kozmos in širina, tako da to sta dve različni zgodbi. Torej, ti si začel pisati že v osnovni šoli? Ja, jaz sem v bistvu kot otrok sem se zelo rad igral z predmeti.
In sicer ne tako kot običajno, jaz nisem imel ne vem koliko nekih igrač, ampak sem uporabil, kaj zvem, jaz sem recimo jahal sesalec po stanovanju, kavni mlinček je bil raketa. Skratka, jaz pravim temu, da sem jahal na krilih recimo domišljije, izmišljeval sem si zgodbe razne in v nekem slučaju je v bistvu prišlo v našo hišo tudi en taki stari pisalni stroj in jaz sem se pravzaprav začel z njim igrati in takrat so nastajale, če se tistemu reče pesmi, to je druga stvar, ampak takrat sem že poskušal sicer nekaj. Drugače pa svoje, to, kar bi bolj rekel pesmi, v šoli sem bil v bistvu, mislim, da ni bilo tako pogumne učiteljice, da bi rekla, da bom jaz kdaj pisal. Jaz sem namreč imel velike probleme, to so bili tisti šolski spisi, se še spomniš. So bile dobre ocene? Spravo sem potem na neko štirko, bil sem pol prav dober, ampak pol že v srednji šoli je to še padalo nižje. Jaz sem imel problem s tem, ker nisem hotel napisati nekaj običajnega. Jaz sem hotel zmeraj nekaj neobičajnega, nekaj posebnega in potem sem to ponovadi študiral in ponovadi je bilo že konec ure, ko sem se jaz spomnil, to bom delal. In seveda sem potem nekaj načečkal in ponovadi tiste učiteljice so napisale nečitljivo ali pa je bilo polno slovničnih napak. Dobro, reševale so me pol domače naloge, recimo tisto, kar sem doma, takrat, ko sem mi še pisal na osnovni šoli, sem mi še pisal. Pravzaprav običajen otrok v osnovni šoli, najstnik. Najstnik, ki ga vleče na vse strani. No, baje, da si kasneje v najstniških letih oziroma na gimnazijah drugo ali prvo? Tretja. Takrat se imenovala pedagoška. Pedagoška. Baje, da si takrat tudi ustanovil punk band? Ja, v bistvu ni bil, bi bil zdaj zelo vesel, da bi ti rekel, ustanovil sem že takrat punk band, ampak žal ni bilo tako. Leta katerega, recimo? Ne, vsaj vem, 80-ih, oziroma še vse, spomnim, ko sem bil 18 let star, ne vem, že točno te stare leta sem imala. Vsekakor še punka ni bilo v taki, mislim, da še CZD-ja pa teh stvari ni takrat bilo v Mariboru. Mi smo bili za našo generacijo, so včasih rekli, da smo malo izgubljena generacija, da smo prestari oziroma premladi za hipije in prestari za punk, ampak to tudi ni bilo čist. Jaz mislim, da na tistih zgodnjih fazah smo bili malo bolj hipijevsko navdaheni, kasneje pa smo se bolj obrnili k punku. Band, ki sem ga jaz ustanovil, je pa bil rock and roll band, bi zdaj temu rekel. Zelena kobila se je imenoval. Super ime. Malo imenje v slovenščini v današnjem času rockerskih, punkerskih bendov. Ja, vem, zdaj to je pač na nek način tam smo, v bistvu je bila to neka moja prva poezija. Jaz sem poskušal, jaz sem imel problem v glasbe, jaz nisem zdržal nekega rifa zelo dolgo istega. Tako da so me prej, ko slej ugotovili, da bo najboljša varianta, da jim pišem tekste, oziroma malo sem še tudi pel, bolj sedar takrat. Ampak to je bil, v bistvu je bilo to čisto rock and roll band z tistimi tremi rock and roll, pa mogoče kakšen blues. Šele kasneje sem... Nisi zdržal enega rifa? Težko enega istega. Upal sem se improvizirati, še zdaj bi se upal nastopati pred ne vem kako množico z kitaro, pa bi improviziral nekaj. To bi se upal, ampak da bi mi nekdo rekel, zdaj pa to ponovi še enkrat, sem pa smržen. Si pripadal potem tej glasbeni usmeritvi v Mariboru, ki je tudi Rajko Muršič, zmagal Jesenik. Rajko Muršič, seveda, mi smo skupaj vadili v istem prostoru. V starem vrtecu, mi smo rekli stari vrtec Košaški, je to bil, tam je zdaj čez peljana avtocesta. In takrat je pri Mi so se imenovali ansambl od Rajka Muršiča, tam je igral še Stane Kren pokojni, pa Tomaž Vrlič, on je bil basist, ki je bil tudi ilustrator mojih knjig in zdaj je pa zelo znan pisec kriminalk pod psevdonimom August Demšar. Oni so me pravzaprav včasih uporabili, če je kdo od njih manjkal, ker oni so pa res tako bolj improvizirano in so rekli, joj, basista rabimo danes, in sem pol jaz tam nekaj zraven. Pol sem imel še en izlet z plesom Amebe, ker so me slišali na nekem... Znam mariborski. Tam me je povabil
Ženko Danilo, ki je pač znan glasbenik. Mi smo bili takrat ena skupina, ki se je imenovala, gledališko literarna skupina, ki se je imenovala Majtenšpil. To je bila ena taka, mi smo imeli take zelo ludistične predstave, mi smo pravzaprav bili po mestu takrat zelo popularni, nastopali pa smo od srednjih šol pa do celo enkrat smo šli k dom Danice Vogrinec, ki nas je zanimalo, kako bojo upokojenci na naše finte reagirali in presenetljivo so reagirali dosti boljše kot marsikdo. Ja, v tistem času nekje teh glasbenih projektov si ti začel tudi z resnimi, več ne moremo reči, poskusi tvoje poezije. Ja, da končama z šolo, recimo, ne? Z šolo, jaz sem v drugem letniku, tam je začela malo nositi, sem začel špricati, sem potem ponavljal in sem potem naletel na profesorico Jožico Lorenci, ki je bila, to je, mislim, da med drugim je mama od tega režiserja Lorencija, to nima veze. V glavnem, ko smo pri njej prvi spis pisali, sem dobil, tako mislim, da je bila dvojka ali pa -2, ampak je ona rekla, ti boš pisal, sigurno. Rekla, nimaš pojma o slovnici, pa to, ampak to bo že prišlo, to ni problema, ti boš pisal, ne. In smo potem dali recimo tako zmenjena, da sem jaz lahko pisal, jaz sem povedal svoj problem in sem lahko pisal doma in je to, hočem povedati, da tudi v tej šoli, kjer sem zelo dosti nerazumevanja doživel, se najdejo pravi bisački, kot je bila ta profesorica. Začel sem tako kot, drugače pa sem začel s svojim resnim pisanjem, tako kot je bila v bistvu za mojo generacijo zelo značilne ene stopnice, to je bila najprej srečanje pisateljev začetnikov v Slovenskih Goricah oziroma Gradišču, Sveta Trojica se zdaj reče svet, ne. To je organizirala takrat, kaj je to, ZKD je zdaj to, ne, mislim, da je Dragica Breskvar je to vodila. Tam, če si se prebil skozi tiste občinske izbore, pa to si ponovadi prišel na tisto. To so bile potem prve objave, pa v reviji Mentor. Potem mislim, da je, ne vem, 80. leta je Marjan Pungartnik bil urednik Dialogov. Takrat nas je objavil, mislim, da se je imenoval en blok objav 20 novih ali nekaj takega je bilo naslov. Tam se nas je 20 pojavilo, ampak od tiste generacije nas je v bistvu ostala je Janja Vidmar, moja žena Lidija, kot aforist, recimo Bojan Šventner, Tomaž Brenk je vmes umrl. Ostali pa mislim, da so pravzaprav zginili iz teh literarnih svetov. Malo prej sva se menila, kako mojo generacijo še vedno smatrajo za mlade pesnike, tako da glede na to sploh Vika ne pride v poštev. Števate med pesnike mlajše generacije, ja. Jaz pa mislim pa, da je tu razlog v tem, ravno v mariborski peterici, njeni člani, sicer so zdaj te stvari malo omilne, da ne bom tako črno-bel, ampak recimo zelo dolgo časa so pravili, da v bistvu po peterici ni v Mariboru nobenega, ki vidnega kao literata, ne, kar seveda ni bilo res. Če ni druga, je bila Erika Vovk, pa je bila Berta Bojetu, če že ženske omenim, pa je bil Teodor Lorenčič, takrat zelo dober pesnik v svojem času, tudi mislim, da je pisal, tudi za prvi, ki je začel pisati za rock bende, mislim, da za takratno Preparode, da je nek tako da je bilo, res pa, da ni bilo take skupine močne, kot je bila peterica. Smo pa poskušali, bila je ena revija v stilu fanzina, se je imenovala Čevlji, ne vem, če ti je znana. Vodja te skupine je bil v bistvu Marko Klesinc, to je en pesnik, ki je bil takrat, so ga imeli za enega najbolj nadarjenih, zdaj se ga čisto v nekih ezoteričnih vodah, tako da ne vem, če še sploh kaj piše.
Ja, tisto stvar smo izdajali, dokler nismo dali že takrat preroško enemu od teh fanzinov naslov Težka črna slutnja, mislim, da nekaj takega smo imeli naslov. In takrat je bil neki ilustrator, zdaj se ne bom spomnil kdo, in je z tušem celo stvar ilustriral in je po pomoti se mu nekje tako malo je spominjal na kljukasti križ, ampak mi smo bili vsi daleč od tega, ne, da bi bili in je bila tista stvar bolj prepovedana, ne, kar je pa seveda paradoksalno, smo bili malo bolj zaradi tega takrat kao popularni, ne, kar je sicer nesmiselno, ne, ker da morali biti zaradi tega, če smo bili dobri ali pa slabi. Drugih političnih pritiskov konec 70-ih, začetkov 80-ih nisi čutil, oziroma sploh ta mlajša generacija, v kateri so? Mi smo bili bolj, prej sem omenil Majkenšpil, ne? To je bila ena taka skupina z ludističnim humorom, bi smo zajebantje, bi lahko rekel, ne? Preko te zajebancije je prišlo v katedri, smo enkrat, takrat mislim, da je bil Branko Grganović ali nekdo takrat urednik, smo imeli proti paradi, no, takrat neke stvari se takrat, to ni bilo več, ne vem kako herojstvo, vse smo bili, glavne mladi so bili takrat vsi proti paradi že. In mi smo imeli v skladu z tem našim ludističnim humorjem, jaz sem imel tam, ker je moj foter dosti potoval po svetu in smo imel tam neko glavo od leoparda in smo mu dali gor čepico vojaka, ki je in ga tako oblekli kak koraka, ne. In je bila katedra takrat prepovedana, pa je tista številka zaradi te, kasneje smo zvedeli, da zaradi nas, ne, mi smo mislili, da je nekdo neki tehnični članek napisal, ampak zaradi te brezvezne fotografije. To bi sedaj imenovali učinkovit performance. Ja, točno to je. Drugih pritiskov, jaz na svojo literaturo nisem čutil, da bi dobro, smo pa bili vsi takrat normalno. Stvari so se v 80-ih dogajale. In kaj bi lahko potem šteli za tvojo prvo resno objavo? Je to bila radijska igra? Jaz sem takrat začel pisati ene take pesmi, ki so zelo temeljile na zvočnosti. Bili so take male simfonije, bi jaz rekel zvočne, kaj vem, če je nekaj krhka steklenica, pa je potem naredilo puh, nekaj kontrastov in to sem jaz strašno užival v tem in sem pisal teh nekih, ampak potem sem naenkrat začutil neko tako, vem, da mi kdo vprašal, kaj si pa hotel s tem povedati in jaz sem vsakemu razložil, ker se je dalo razložiti na 1000 stvari, to sem hotel povedati, da je tu pa to pa to, pa to pa to pa to in naenkrat sem začutil eno praznino z takimi pesmi in sem si naenkrat strašno zaželel zgodbice, čiste zaokrožene zgodbice, to, kar nisem nikoli v življenju delal. In finta je, da sem takrat nekje v Ljubljani slučajno naletel na nek star kurirček, to je revija za otroke, ki je urejal Boris A. Novak, ki je bil za tiste čase, kar se tiče literature za otroke, strašno revolucionarni, če lahko ta izraz uporabim. Tam so bile take odštekane pesmi, da je mene od Roze prve pesmi, od Lile Prap, da je mene totalno vrglo in sem izstrelil dobesedno največji časopis na svetu, to je zbirka takih pesmi zgodbic za otroke, s tem, da jaz nikoli ne pišem samo za otroke, tako da lahko tudi rekel, ne omejujem, lahko tudi za odrasle. In istočasno radijska igra prva. Torej, čist nekaj drugega, kar sem do tistega trenutka delal radijski, zvok sem imel že od nekdaj rad, ne, že to ukvarjanje z literaturo. Že kot otrok sem tudi imel mali magnetofon in sem zelo rad snemal, recimo, ko je vino vrelo, tisto pa take stvari, ko so neke zvoke sem snemal. Je logična povezava. Z glasbo si se ukvarjal potem radijske igre in pa za otroke. Se tudi moja poezija zmeraj tudi deluje. Tudi tisto, ko so zgodbice, je zelo dosti zvočne, neke zvočne note. Ampak do takrat sem bil v enem takem obdobju, šolo sem pustil, sem potem sicer delal neke privatne izpite, da sem potem postal knjigar, knjižničar,
Poskušal sem živeti od pisanja, kar se seveda ni dalo, nekaj sem katedri objavljal, ampak tisto so bili taki mali zaslužki. In potem sem se sledil na tečaj za radijsko igro, ki ga je Radio Študent ljubljanski in revija Literatura. In se rekel, pa če bi jaz radijsko igro napisal, nisem imel pa pojma o tem, kako se to piše, in takrat sem se potem v univerzitetno knjižnico, ker zdaj delam, ker je odpravil in sem študiral te radijske igre. In pri tisti radijski igri nisem vedel nič drugega kot to, da pride nekdo po stopnicah, potrka, kaj bo pa dalje, pa ne vem. Ne. In potem sem študiral in potem v nekem trenutku, kaj če bo pa notri tema, pa neke Bachove orgle, in sem že imel zadnji stavek naenkrat in je v bistvu tudi tista radijska igra dobesedno eksplodirala, čeprav sem seveda še pol tisto popravljaš detajle, pa to, ampak okvirno, tako da v bistvu sem jaz bil začetka bolj znan kot pisec radijskih iger. No, igra je dobila prvo nagrado, seveda tudi potem na tečaju in je bila potem tudi predvajana, tudi knjiga za otroke je bila pa tudi kritike, pa to so bile dokaj dobre in otroci sprejemajo. In potem ta največji časopis na svetu je bila prva knjižna odjava. Te pesmi, ki sem pa jih v 80-ih letih pisal, ki so deloma temeljile na zvočnosti, ki sem je potem že začel kombinirati z neko bolj zgodbenostjo, pa nisem vedel, ali bom kdaj izdal ali ne bom kdaj izdal. In potem je bilo, mislim, da v okviru Media Nox nek literarni večer, na katerem je bil kot poslušalec pesnik Peter Semolič. On je po literarnem stopu k meni rekel, to pa moraš izdati v knjigi. Potem sem poiskal gospoda Dušana Hedla in Petr Kolmančič, ki sta takrat urejevala Frontier. To sem pa jaz. In potem je nastala knjiga z nenavadnim naslovom Razblinjene dlani. Potem smo si še omislili fotografije, ki jih je že naredil že omenjen Tomaž Vrlič. V prvi verziji so bile to neke rože, ampak se mi zdi, da ravno ni šlo k tej poeziji. No, to je pa bila seveda druga zgodba. V bistvu sem deloma pol za tole Razblinjene dlani, pa še za eno zbirko pravljic za otroke, pol tudi v bistvu bil nagrajen z Glazerjevo nagrado. Tam je bila sicer poudarjena tale zbirka pravljic za otroke, Velike oči, male budilke, ampak kasneje novinarka in esejistka pa urednica Petra Vidal omenila, da so v bistvu nagradili tako to, kot da jo zelo jezi, da v javnosti skozi pišejo, da sem dobil samo za Velike oči, ker je bilo pač tisto toliko nenavadno, ker še nikoli ni dobil noben za otroško literaturo, ne? Ampak v bistvu je bila nagrajena tudi ta zbirka, da se je mala krivica zgodila, čeprav se je. V obdobju pred to knjigo pa si začel sodelovati tudi z ekipo za pripravo Mariborskih dnevov knjige, je to res? Z Zdenkom Kodričem, Tomažem Brenkom. Še kdo je bil takrat v prvi? Čisto v prvi verziji je bil še tudi Tomaž Vrlič, ki pa ni bil dolgo zraven. On je takrat naredil te prve plakate za prve dneve knjige. Dnevi knjige so nastali tako rekoč skoraj slučajno v eni izmed debat v bifeju Sova pri naši knjižici, ki je bil ta čas, v tistem času, ko se je še lahko tam malo več popilo, tu so lahko tudi knjižičari kaj popili, en taki zelo taka debatna gostilna, ki je že skoraj malo spominjala na ljubljanski šum. Kasneje je to sploh z odhodom Zdenka Kodriča v Bistrico, je to malo se razvodenelo. Torej, dnevi knjige so nastali skoraj da slučajno, smo se rekli, kaj če bi mi imeli nekaj takega, kar že imajo, pa bi imeli sejem, pa hoteli smo imeti, najprej smo hoteli to pravzaprav čisto sami narediti, brez kakršnekoli inštitucije, in smo potem videli, da je za to potrebno ogromno nekih dovoljenj, in smo se potem naslonili na NKC, tako da smo naslednji pogovor povabili še takratno direktorico Dragico Marinič.
Dneve knjige smo hteli smo v bistvu popularizirati literaturo in na nek nekonvencionalni način. Že takrat smo radi povezovali besede z glasbo ali pa z likovno umetnostjo. Značilni smo bili tudi potem, da smo zmeraj imeli neko temo. Teme so bile dokaj odštekane, tako da so tudi, jaz sam sem doživel dosti kritik na teme, ampak meni so se zdele zanimive, kaj jaz vem, kratka zgodovina časa v poeziji slovenskih pesnikov ali pa red in kaos ali pa tehnologija in seks, recimo, ne, oziroma zdi se mi, da je bilo malo, eni so rekli, da so preobširne, pa da to lahko vsi je, pa ono, ampak v bistvu so bile kar odmevne, ne. V tem prostoru, kjer se zdaj nahajamo, je nastajala zadnja redakcija Trampolina. To je bil v bistvu prvi slovenski internetni roman. Glede na današnjo tehnologijo se lahko seveda smejemo temu, kar je takrat nastalo. Lahko bi reklo. Dosti revolucionaren projekt bil. Ja, to je internet še niti ni bil tako razširjen. Ne, to je bila ideja, treba povedati, Zdenka Kodriča, enkrat me je poklical in je rekel, pisali bomo internetni roman. Pisali ste ga tako, da je nekdo napisal začetek, potem ste ga v bistvu je bilo, da bi bil roman v pismih. V bistvu smo si po mailu pol poslali in nadaljevali. Roškar je to imel tu čez, kako me že bilo, Marko Roškar, mislim, da imel tukaj na NKC-ju čez te tehnične stvari. Že takrat so bili problemi, ker smo imeli vsak neke, že te Wordi so bili takrat, ni se dalo toliko preklapljati, ko se različni fondi. Problem tega romana, kritiki so rekli, da to nemogoče tako različni, ker so tako različne poetike, ne? Ampak ni bil problem v tem. Problem romana je bil kako smo drugega brali. Če si ti slabo prebral, kaj je predhodnik napisal, je potem, recimo, zdaj se zmislujem, da je en zgubil desno roko, naslednjem pa on z desno roko to pa to dela. In par takih malo bolj zvezdniških imen, ki je sodelovalo, se je požvižgalo na to, kar smo do takrat mi napisali in je v bistvu nam, tako da je Zdenko na koncu rešil roman z čisto zadnja beseda, mislim, da je delete, da recimo, da je s tem nekako zaokrožil. Pa če še lahko vseeno povem, tako kot ena anekdota, kaj je pa zanimivo pri tem romanu, meni bilo, ker nismo vedeli, kaj se bo dogajalo, zdaj, če ti sam pišeš roman, imaš vseeno neke slike, ne? Veš, recimo, to bo glavni junak, ne? Zdenko, ki je začel zastavo, nastopa ena ženska, ki je on smatral kot glavno junakinjo, in ko smo prišli do 4. dela, jo Vinko Möderndorfer ubije, ne? Nekdo jo ubije, ne? In Zdenko mene pokliče po telefonu, joj, kaj ta butl naredil, ubil jo je, ne? Skratka, pogovarjali smo se, kot da bi se o živih osebah, ker nismo vedeli, kaj se bo dogajalo naprej. In to je bilo v bistvu meni tak najbolj zanimiv del tega romana, pa seveda tudi sprotni odzivi bralcev. Mi smo sicer hteli, da bi to bilo še malo bolj aktualno, da bi sproti komentirali, tu si kaj pa narobe naredil, pa to, pa zakaj ni ta junak to naredil, pa tak, ne, da bi bilo res to. Hteli smo tudi, da bi se dalo klikati, ne, kar se takrat žal s tehničnimi temi stvarmi ni dalo rediti, tako da na koncu koncev Koliko je sodelovalo, se spomniš? Ne vem, na pamet, jaz mislim, da je, ne vem, eni 10. Bili so v otru Andreja Blatnika, Ferija, Lanška, Merca, Fliser bi moral biti zadnji, je obupal, ko je tisto prebral vse, tako da je potem Zdenko začel in zaključil. Izdali smo ga pa pol tudi v obliki knjige, ne, kar pravi internetni roman v bistvu ne bi mogel, ne, ker če bi ga klikali, bi bila nesmiselna knjiga. Je pa še zdaj tale na internetu, še sedaj roman je še vedno gledal. Naslov je? Trampolin. Tomaž Brenk je sodeloval pri romanu, ali samo pri dnevi knjige? Tomaž Brenk pri romanu neposredno ni sodeloval, bil je tu, ko smo delali zadnjo redakcijo z Lidijo Gačen-Bačan, moja žena, Zdenko in Tomaž, smo lektorirali, pa malo še popravljali, pa to. Takrat je bil on precej aktivno tudi zraven udeležen, on je bil pesnik, ne, bolj, sicer je tudi napisal dosti proz,
mislim, krajše proze tudi potem izdal, ne vem, kako se že rečete, njegove knjige. Pa Jože Kos je bil tudi Jože Kos je bil, Jože Kos je v bistvu, preden sem jaz začel z dnevi knjige, smo imeli nek literarni večer v Medija, oziroma to je bilo še tam potem, ampak se nismo, on ni bil toliko v tej naši generaciji, ki smo bili okrog čevljev, je pa bil v Trampolinu, Zdenko ga je, mislim, da je tudi sodeloval v Trampolinu, pa kasneje, no, smo še v kakem projektu sodelovali, ampak pri dnevi knjige neposredno ni bil nikoli zraven. Tam v začetkih dnev knjige si tudi pričel sodelovati v projektu Rockerji pojejo pesnike ali prej ali? Ne vem točno, kaj je bilo prej, pa kaj ne. Vem, da sem bil od vsega, spomnim se dneva, ko je prišel Tomaž Brenk, pa je povedal za projekt. Torej nisi bil po čist prvem projektu. Tomaž Brenk je bil v začetku, ki je bil še na 96 je bil. To, kar je bilo nakrat na maršu snemano. Nisi bil pri prvem snemanju. Čisto od samega začetka. Zraven pa v bistvu sem pol. V tem projektu se je dosti dogajalo, zdaj s teboj. Sem bil dosti reden. Oziroma skoraj... Mislim, da sem bil skoraj na vseh, tako da sem že imel včasih malo slabe občutke, da sem rekel, pa naj še kakšen... Naj še mlajši. No, v tem smislu, Mlajša generacija, mariborskih pesnikov. Moram pa nekaj povedati, ne, da sem jaz, to je mene najljubših projektov, ne, Rockerji pojejo pesnike. Pa tudi, kadar ga kritiziram, ne, včasih nisem z vsem zmeraj zadovoljen, da ne bomo narobe razumela, da bi samo ga hvalil, ne, ker si zmeraj rečem, če se jaz za neko pesem ful trudim, pa pišem, se more tudi glasbenik, ki me v glasbi ful truditi, pa se, dosti krat se zgodi, da rockerji že pa ni za to kritika, tudi pesniki, dosti krat kakšne slabe pesmi, nekatere, ki bi jih jaz dal ven, ampak da nekaj že rife, ki jih že imajo, potem pač on tisto besedilo recitira zraven, ne, to se mi ne zdi, enkrat smo imeli v Velenju, se si bil tudi zraven eno zanimivo debato, glede tega z Ninom Fliserjem takrat, ki se potem ni razvila, oziroma predčasno smo nekako morali končati. Debata se je končala tako, da so se stepli. Točno, to je bilo, nekdo je prišel, No, ampak v zvezi s tem, dobro, da se oglasbiti vse, ne? Na nek način se da oglasbiti vse, tudi roman se da oglasbiti, ampak jaz sem ta projekt... To se bo pokazalo kasneje, ko smo opazovali po projektu Rockerji pojejo pesnike, je nastala poplava glasbeno-literarnih poetičnih projektov, ki so jih delali dosti na brzino in so na improvizirano glasbo recitirali zraven, kar je sve odlično, da je nastalo pravo vretje teh glasbeno-pesniških projektov. Rockerji pojejo pesnike pa je le to ostati v nekih formah pop pesmi. No, potem je bilo Ninotova pripomba čisto v redu, ne, ampak je rekel, ko imaš ti eno rimano pa refren, bojo rockerji dosti rajši vzeli kot nekaj kompliciranega, ne. Je rekel, zdaj, ko sem napisal v rimah, pa so mi takoj vzeli, recimo, ne. Vse to je res, ampak jaz si ravno predstavljam ta projekt, ne da smo na eni strani rockerji, oni pa samo pridajo ali pa nekateri pesniki, ki dajo, to ne bom dal knjigo, to je bolj tak, bom pa dal za rockerje pojejo pesnike, bolj tak, recimo. Enako, zdi se mi, da gre da je v bistvu tega, da se približujemo drug drugemu. Jaz probam malo prilagoditi njim, neko približevanje rockerjem pesnika, ne samo to, da smo čist vsak na svoji strani, da pride do... Ta tvoj pogled na to sodelovanje med glasbeniki in poeti se je pokazalo pri rednem sodelovanju s skupino Quinton. Ti si v okviru projekta že skoraj postal nekje aboniran, oni so najprej rezervirali vedno tvoje besedila in potem ste izdali tudi samostojen. V bistvu je prišlo do tudi nekega, oni so že pred sodelovanjem z mano na teh njihovih CD-jih imeli, kaj jaz vem, balade v stilu Gusla, kaj jaz vem, ki so v bistvu bile neke sorodne nekaterim mojim pesmim na knjigi, ki sem je pri Liter izdal, Sence in Sinkope, v bistvu so že neko sorodnost imeli in ko sem se jaz odločil za sodelovanje z njimi,
sem bil zelo previden. Rekel sem si, oni imajo tak in tak že svoje, ker zmeraj me strah, da bi pesnik neko ustvarjanje, ki je znotraj skupine, da bi ga slučajno zadušil, zdaj pa bom jaz samo tekste pisal, oni pa bo zdaj samo čakali, ker so oni, kar relativno dosti zelo dobrih tekstov je že Marjan sam napisal. So sami avtori. Ja, pa tudi pri drugih, recimo, da ne govorimo o CZD-ju, pa teh stvarih ne. Ampak nekako hočem reči, da so v bistvu oni tudi, da je bilo oboje stranski vpliv, ne? Tudi oni so vplivali na mojo poezijo. Jaz gledal, kot da potem ne vemo več, kdo je avtor. Ali Marjan Bone je avtor besedila, ali si ti sploh na njihovem samostojnem albumu? Narediti nekaj takega, da bi ostalo vseeno njihovo, pa bilo obenem moj pečat, pa obenem njihovo, da jih ne bi zdaj čisto iz... Če se spomnimo na dva albuma prej, so oni naredili Gusla, ki je bil hit nacionalni, tudi na nek način za socialno tematiko, in kasneje je bil tvoj Smetišni Vilko, ko so dosti podobne tematike. Ja, saj so, vse v bistvu. Se pravim, to je pač taka sorodnost, pa tudi nekaj je, veš, ne, kot pesnik veš, če pevec ve, kaj poje, ne. To ni rečeno, da zdaj mora točno, tako kot sem jaz v glavi zamislim. Ko jaz pišem, si verjetno drugače malo zamislim, da bo kot, jaz sem zmeraj, isto kot pri radijskih igrah, sem v prvem trenutku zmeraj razočaran, ker ni to, kar sem jaz imel v glavi, ne. Potem šele vidim, on je v tem tekstu to odkril, tipičen primer za mene je pesem Polnoč, ki ste jo izvajali na prvem ali drugem CD-ju CZD, ne. Isto pesem sem izdal tudi na CD-ju Razpluskane šipe, ki je Vasko Atanasovski, in tam ena punca to poje, Hanna Mačkovšek, Šlosar, zelo nežno, polnoč, in je neka čisto, neka druga finta, potem pa pridejo CZD-ji polnoč in deluje, da je to vse v eni pesmi, ne. Jaz, če bi moral reči, katero mi je bolj všeč, ne morem reči, pa sta totalno različna, pa gre za isto pesem, zato se mi ravno ta projekt tako fajn zdi, ker... To bi naj bila poanta vsakega dobrega umetniškega izdelka, ne? Da vsakdo lahko prepozna sebe v njem, oziroma vidi svoje vizije. Mogoče, če greva še k zadnji knjigi, čas nas sicer ne preganja, na internetu imamo prostor, čaka še Prasketanje, zadnja knjiga, zbirka radijskih iger. Ja. To je tudi ena takšna stvar, moram povedati, da sta obe knjige seveda izšle pri subkulturnem azilu. Belo-črno. Ja. Tudi za radijske igre sem nekako, nisem bil pripričan, da bom kdaj v življenju, želel sem se skozi izdati, nisem bil pripričan, da jih bom res izdal. Če se spomniš, si me kot urednik vprašal, če imam kaj otroškega za eno leto za zbirko. In sem jaz najprej rekel, da nimam nič, pol pa me je čez eno uro, kaj pa če bi jaz za te radijske igre, ko se tak že je v bistvu res. In ker se mi zdi tudi, da je za radijska igra v tem času, ne, ko je čas totalne vizualizacije v glavnem, ne, ima neko tako svojstvenost, da udari čisto po svoje. To je ena stvar, druga stvar, pa radijske igre se strašno redko izdajajo v knjigah. Jaz sem pred leti delal razstavo v naši knjižici radijskih iger in to so bili v glavnem te scenariji, ki so bili na nekih papirjih, ki so se pol v knjižici že trgali, ko so na teh naših policah. In to so bili eni genialni teksti noter, ne, avtorjev, od Strniša pa to, ki niso bili nikoli tako cenjeni kot njihove gledališke igre, ampak v bistvu so bile isto, ni mi bilo nikoli jasno, zakaj, ker je to radijska igra, zakaj bi bila manj vredna. Ja, radio hiter medij, slišiš in potem čez uro več ni. To je to. Drugi strani je pa tudi, sem pa skozi razmišljal o tem, tudi eno leto sem potem imel filmske scenarije, delal razstavo, ne, in dosti ljudje so mi rekli, to so samo pol izdelki. Scenarij je na pol izdelka do filma, scenarij za radijsko igro je na pol izdelka do radijske igre, radijska igra je šele potem, ne.
Ampak jaz sem razmišljal v tem smislu, radijsko igro ti en režiser enkrat naredi in fertik. In svojo verzijo. Če bi 3 režiserji režirali isto radijsko igro, bi bile že 3 različne. Kar pomeni, da če pa ti radijsko igro zapišeš, pa jo bralec bere, pa mogoče on vidi še 4., 5., 6. verzijo in se mi zdelo absolutno fino radijske igre tudi izdati. In za mene je to popolnoma enakovredno, kot če bi izdal pesniško zbirko. Ni mi to nekaj manj vredno, ni mi to nekaj na pol poti. Sicer pa ni nujno, da se radijske igre ne bodo enkrat vizualizirale, vse posnetki obstajajo verjetno v arhivih. Vse te radijske igre so bile igrane. Nazadnje Otroška, ki so čisto, nekatere so bile celo, ker ko sem jaz začel pisati radijske igre, je bilo to obdobje postmodernizma, v katero sem tudi jaz takrat padal in so bile malo ta metafikcija. Nekdo posluša radio, pa na radio sam sebe sliši, pa potem oni spet sliši, pa v tem smislu, ne, in sem jih potem priredil, tako da sem nekatere potem naredil nove radijske igre, da sem to metafikcijo odstranil in so potem, tako da so nekatere igre bile celo 2-krat, ne, enkrat kot celota, pa drugič kot samo odlomek, ki sem ga razširil. Dobro, ti si zaposlen v univerzitetni knjižnici v Mariboru. Ja. Kot knjižničar. Ja, hvala Bogu, ker brez pisanjem ne bi preživel, niti slučajno. Zadovoljen s to službo? Ja, v bistvu ja. V bistvu ja, ker... Z delom, pardon. Ja, z delom, ja. V bistvu sem stikal z študenti, z zmeraj novimi generacijami. Sem v oddelku, kjer razen časopisov ni literatura. Če bi bil v enem stopju više, ker je samo leposlovje, jaz imam rad, da nočem, da bi zdaj sem pesnik, zdaj bom pa samo se z leposlovja bral, fajn mi je, da je tudi fizika, malo ekonomija, malo filozofije, malo matematike, da imam še poglede v... Dobar dan. Zdravo, Jože, kar sedi, mogoče tudi, da nisi v kadru, bomo končali. Ja. Jože, pridruži se, ali pa kar v kader. Zdravo. Se lahko kar presedamo, lahko kar prešaljamo. Veš kaj, to. Kar sedi se v kader. Ne v kader se sedi, mi bomo zdaj končali, bomo s tabo nadaljevali. Ja, sej, mi smo... Aha, dobro, kakorkoli. Mogoče še za konec malo zafilozofiramo. Poezija, literatura, nekateri jo označujejo za staro umetnost. Kaj misliš o tvojem mnenju? Ima prihodnost? Seveda ima, vedno bolj, pa če tudi bojo brala vedno manj ljudi. Jaz še vseeno verjamem v efekt, Metuljev efekt, da če ne druga zakladnica metafor, brez metafor se pa svet tak in tak ne premika naprej, drugače samo urejevanje že znanega. Ja, slovenščina ima prihodnost, nekateri pravijo, da do Celja in Kranja se bo govorilo nemško, bodoče. Malo že, do Ljubljane pa italijansko malce še... Jaz mislim, da je to isto vprašanje, kot je z radijskimi igrami, kot je z navadnimi knjigami napram elektronskim knjigam. Stvari bodo samo dobile na specifiki. Tistih malih Slovencev, slovenskega jezika bo, ne vem, nekaj specifičnosti bojo, ki se jih pač da samo, ki so že zdaj, ki se jih da samo v slovenščini povedati, ki so nepredvedljive. In jaz mislim, jaz upam, da bo ostalo vsaj še dokler bo ta posnetek na internetu. Ta posnetek bo nekaj časa. Kot smo rekli, mogoče ste gledalci pravkar kliknili 5 let po pogovoru in kot rečeno ne obravnavamo aktualnih tem, mogoče ena misel za zaključek.
ne vem, bom kar povedal en vers, neskončno dolgo šteti do števila 1. To je bil Borut Gombač, najlepša hvala za pogovor. Hvala za vabilo.